Lep pozdrav vsem zbranim, tudi novim in starim članicam in članom občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta občine Jesenice skliče župan, prejšnji, kot to določa 15b člen zakona o lokalni samoupravi in na podlagi 8. člena poslovnika o delu občinskega sveta. Po lokalnih volitvah, ki so se zaključile z drugim krogom za izvolitev župana 19. oktobra, sem najprej sklical predsednike političnih strank oziroma nosilce list z namenom, da se dogovorimo o razdelitvi mest in delovnih telesih. Na konstitutivno sejo sem poleg novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta vabil občinsko volilno komisijo s predsednico na čelu gospo Martino Hrovat, jo tudi pozdravljam v naši sredini, direktorja občinske uprave in vodje oddelkov občinske uprave, predstavnike vseh političnih strank in list, ki so dobile mandat v občinskem svetu, seveda tudi predstavnike medije. Po določilih poslovnika o delu občinskega sveta do potrditve mandata župana sejo vodi najstarejši član občinskega sveta. Preden zasedem svoje mesto, ki mi pripada, in to prepustim delo sedaj predsedujočemu, prosim, da prijavite svojo prisotnost, tako da bom probal tudi ta sistem, kako poteka glasovanja, tako da tukaj pri stran imate te naprave in piše prisotnost, navzočje, ne? Navzočnost. Zdaj le vam utripa N. Tako da bi prosil, da pritisnete to navzočnost. N, tista, ki žmiga. Pa bomo probali, če je v redu bilo. Uspel, tako da v bistvu tudi... A imamo naprej še probali, dajmo do konca probati. Potlej imamo glasovanje, vam utripa za, proti, pač pritisnete vašo odločitev, imamo enega probam. No, v redu, ja. Nič hudka, boljš pa. Mogoče kakšne vreme, pa. Dober. Bomo videli. No, evo. No, evo, ta stvar klapa. Druga stvar je pa uporaba mikrofonov. Je obvezna in se ga priključi takoj, ko posameznik dobi besedo oziroma ko se k njem prijavimo. Po končani razpravi mikrofon izključimo. Sejo sveta se snema in so javne. Glasovanje poteka preko glasovalnega sistema in se vam pripisujejo in zapisujejo tudi prisotnost. Tako da tudi oddani glas za ali proti. Predvidevam, da ste vsi mojci že oddali potrdilo občinski volilni komisiji o izvolitvi v občinskem svetu, sicer to storite zdaj, sam pa sem oddal potrdilo o izvolitvi župana. Sedaj pa prosim gospoda Janeza Poljšaka, da se začne seja pač, kakor je po statutu in pa poslovniku predvidena. Tako da prvo čestitam. Hvala. Evo, pa jaz se umikam, tam pašem, pa se poj priključujem nazaj. Zahvaljujem se za zaupanje in pričakujem, da bomo to prvo konstituantno sejo v času, ko jo bom vodil, pripeljali učinkovito do konca. Na začetku te seje sem bil obveščen, da se je za današnjo sejo upravičila svetnica Vera Pintar. Ja, držim. Potem je pa na vrsti dnevni red. Dnevni red ste sprejeli s sklicem in je določen v skladu z navodili in se v njem ne glasuje. Bom ponovil na kratko, kakšen je. Določen je naslednji dnevni red. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov občinskega sveta občine Jesenice, poročilo občinske volilne komisije občine Jesenice o izvedbi lokalnih volitev v občinski svet, volitev župana ter članov svetov krajevnih skupnosti za mandat 2014 do 2018, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih morebitnih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov občinskega sveta, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov svetov krajevnih skupnosti, predstavitev župana občine Jesenice ter slavnostna zaprisega župana in predstavitev članic in članov občinskega sveta, predstavitev občinske uprave.
imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem sledi prekinitev seje zaradi zasedanja te komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem je predlog za imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta, in sicer statutarno-pravne komisije, odbora za proračun in finance, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami. Na koncu je pa še zaključek s fototerminom. Glede na poslovnik lahko takoj pristopimo k točki 1, in sicer ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta občine Jesenice. V skladu s prej podanimi potrdili občinske volilne komisije v izvolitvi občinski svet ugotavljam, da je trenutno bomo pač ugotovili, koliko je navzočih, da to evidentiramo. Prosim, če pritisnete tipko navzoči. Navzočih je 26 občinskih svetnikov, to pomeni, da je občinski svet sklepčen. Točka 2. Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice v izvedbi lokalnih volitev občinski svet, volitev župana ter članov svetov krajevnih skupnosti za mandat 2014-2018. Prosim gospod predsednico Občinske volilne komisije Martino Hrovat, da nam posreduje poročilo v izvedbi lokalnih volitev na območju občine Jesenice. Pozdravljeni v mojem imenu in v imenu Občinske volilne komisije. Jaz vam bom podala poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti. In sicer je Občinska volilna komisija na 8. seji 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah od 30.9.2014 do 2.10.2014 ter v nedeljo 5. oktobra 2014 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev članov občinskega sveta. Na volitvah 5. oktobra 2014 je bilo v volilne imenike v občini Jesenice vpisanih 17.740 volivcev. Skupaj je glasovalo 7.958 volivcev, od tega jih je 24 glasovalo po pošti. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 7.958 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 252 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo torej 7.706 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so prijele v občini Jesenice naslednje število glasov. Lista za boljše Jesenice je prijela 1721 glasov, to pomeni, da ima v novoizvoljenem občinskem svetu 7 mandatov. SMC, stranka Mira Cerarjev, je prijela 1658 glasov, to pomeni prav tako 7 mandatov. SD, socialni demokrati, so prijeli 1407 glasov, kar pomeni 5 mandatov. SDS, Slovenska demokratska stranka, je prijela 755 glasov, kar pomeni 3 mandate. Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, je prejela 607 glasov, to pomeni 2 mandata. Delavska lista Jeseniška alternativa je prejela 556 glasov, kar pomeni 2 mandata. NSI, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, je prejela 382 glasov, kar pomeni 1 mandat. SLS, Slovenska ljudska stranka, je prejela 265 glasov, kar pomeni 1 mandat. Ostale stranke, to se pravi Zavezništvo Alemke Bratušek, LDS, Liberalna demokracija Slovenije, Zeleni Slovenije in Solidarnost, so prejele premalo glasov, da bi se lahko uvrstile v občinski svet.
pač zdajle vam jaz, mislim, da ste tole dobili vsi skupaj z gradivom, ne bom pač brala vseh teh količnikov in kako je bilo razdeljeno, mislim, da je to nepotrebno zglobljanje vašega časa. Bi pa še povedala pregled mandatov za občinski svet po volilnih enotah in sicer kdo so bili člani občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014. In sicer v volilni enoti številka 1 se razdeli skupno 5 mandatov, tam so prejeli naslednje mandate. Lista SLS, Slovenska ljudska stranka, je prejela en mandat, to je gospa Helena Razinger. Lista SD Socialni demokrati je prejela en mandat, gospod Zoran Kramer. SDS, Slovenska demokratska stranka, je prejela en mandat, gospod Janez Polšak. Lista 11, SMC, stranka Mira Cerarja, je prejela en mandat, Boštjan Smukavec. Lista Za boljše Jesenice je prejela en mandat, Branka Stojanovič. V volilni enoti številka 2 je skupno število 8 mandatov in so razdeljeni takole. SD, Socialni demokrati, so prejeli 2 mandata in sicer gospa Vera Pintar in gospod Žiga Pretnar. SDS, Slovenska demokratska stranka, je prejela en mandat, gospod Aleksandar Pozvek. Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, je prejela en mandat, gospod Stanislav Pen. Lista stranka SMC, stranka Mira Cerarja, je prejela 2 mandata, gospod Miha Rebolj in gospa Eva Rebernik. Lista Za boljše Jesenice je prejela 2 mandata, gospa Elvira Garibovič in gospod Matjaž Kaše. V volilni enoti številka 3 je skupno 7 mandatov. Razdeljene so mandati takole. Delavska lista Jeseniška alternativa je prejela en mandat, gospod Elvis Vukalič. Lista SD Socialni demokrati je prejela en mandat, gospod Tomaž Tom Mencinger. Lista SMC, stranka Mira Cerarja, je prejela 2 mandata, gospod Egon Kepic in gospa Irena Miko. Lista Za boljše Jesenice je prejela 3 mandate, gospod Andrej Lavtar, gospa Edita Oštrakovič in gospod Uroš Lakič. V volilni enoti številka 4 je skupno 8 mandatov. Razdeljeni so takole med liste. Delavska lista Jeseniška alternativa je prejela en mandat, gospod Boris Grilc. SD, Socialni demokrati, so prejeli en mandat, gospa Maja Otovič. Nova Slovenija, Krščanski demokrati, so prejeli en mandat, gospod Andrej Črne. Lista SDS, Slovenska demokratska stranka, je prejela en mandat, gospod Bojan Korbar. Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, je prejela en mandat, gospod Branko Bergant. Lista SMC, stranka Mira Cerarja, je prejela 2 mandata, gospod Boštjan Žigon in gospa Zdenka Kajdiš. Lista Za boljše Jesenice je prejela en mandat, gospod Ahmed Pašič. To je poročilo o volitvi za občinski svet. Zdaj je šla kar naprej na poročilo o izidu volitev za župana na območju občine Jesenice. In sicer najprej, kot veste, sta bila potrebna 2 kroga in sicer prvi krog je potekal od 30.9.2014 do 2.10.2014 ter v nedeljo 5. oktobra 2014. Prav tako v volilne imenike za župana je bilo ravno tako vpisano 17.740 volivcev, skupaj je glasovalo 7.974 volivcev, od tega jih je 24 glasovalo po pošti. Za volitve župana je bilo oddanih 7.974 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 108 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 7.866 glasovnic. Posamezni kandidati v prvem krogu so dobili naslednje število glasov. Gospod Ahmed Pašič 2.243 glasov,
gospod Boris Grelc 526 glasov, gospod Janko Pirc 121 glasov, gospod Andrej Črne 449 glasov, gospod Miha Rebolj 1844 glasov in gospod Tomaž Tom Mencinger 2683 glasov. Glede na to, da nihče izmed 6 predlaganih kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov, je bilo potrebno opraviti drugi krog volitev in sicer med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer med Tomažem Tomom Mencingerjem, ki je dobil 34,11% veljavnih glasov, in gospodom Ahmedom Pašičem, ki je dobil 28,52% veljavnih glasov. Drugi krog volitev za župana je potekal v času od 15.10.2014 do 16.10.2014 ter v nedeljo 19. oktobra 2014. Na volitvah 19. oktobra je bilo v volilne imenike vpisanih 17.742 volivcev, skupaj je glasovalo 8.407 volivcev, od tega jih je 28 glasovalo po pošti. Za volitve župana je bilo oddanih 8.407 glasovnic, ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 49 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 8.358 glasovnic. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov. Tomaž Tom Mencinger je dobil 5.587 glasov, Ahmed Pašič je dobil 2.771 glasov. Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, za župana občine je bil izvoljen Tomaž Tom Mencinger, rojen 29.3.1956, stanujoč Ukova številka 5, 4270 Jesenice, ker je prejel večino veljavnih glasov. Zdaj bi prišla še na poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice, ki je ravno, te volitve so ravno tako potekale v istem času kot prvi krog volitev za župana in volitve v občinski svet, in sicer od 30.9.2014 do 2.10.2014 ter v nedeljo 5. oktobra 2014. Za volitve članov krajevnih skupnosti je bilo oddanih naslednje število glasov. Za krajevno skupnost Blejska Dobrava je bilo v volilne imenike vpisanih 1215 volivcev, glasovalo jih je 616, kar predstavlja 44,07% udeležbe. Za krajevno skupnost Hrušica je bilo v volilne imenike vpisanih 1419 volivcev, glasovalo je 652 volivcev, to je 45,95%. Za krajevno skupnost Slovenski Javornik Koroška Bila je bilo v volilne imenike vpisanih 3685 volivcev, glasovalo jih je 1624, kar predstavlja 44,07%. Za krajevno skupnost Planina pod Golico je bilo v volilne imenike vpisanih 414 volivcev, glasovalo je 225 volivcev, kar predstavlja 54,35%. Za krajevno skupnost Plavž je bilo v volilne imenike vpisanih 6175 volivcev, glasovalo jih je 2439, to pomeni 39,49%. Za krajevno skupnost Podmežakla je bilo v volilne imenike vpisanih 1335 volivcev, glasovalo jih je 541, to je 40,52%. Za krajevno skupnost Sava je bilo v volilne imenike vpisanih 3409 volivcev, glasovalo jih je 1383, kar predstavlja 40,57%. Rezultati na podlagi preštetih glasov so izidi volitev po krajevnih skupnostih Dobrava. Tam so 4 volilne enote, in sicer v prvi
volilni enoti sta prejela večino glasov Božidar Pogačar, SD Socialni demokrati, ki je prejel 108 glasov, 48%, in Irena Kolbal, Zeleni Slovenije, ki je prejela 51 glasov, to je 22,67%. V volilni enoti 2, Blejska Dobrava, sta se v svet krajevne skupnosti uvrstila Ivan Berlot, SDS Slovenska demokratska stranka, ki je prejel 108 glasov, 40%, in Anton Hribar, ki so ga predlagali Milena Koselj-Schmidt in skupina volivcev, 101 glas, kar pomeni 37,41%. V volilni enoti 3 krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bil izvoljen Bojan Dornik, SD Socialni demokrati, ki je prijel 47,92% glasov in sicer 46 glasov. V volilni enoti 4 Blejska Dobrava sta bila izvoljena dva kandidata, sicer Andrej Muhar, SMC stranka Mira Cerarja, ki je prijel 51 glasov, 38,93%, in Štefanija Muhar, SD Socialni demokrati, 34 glasov, 25,95%. V rezultati volitev v krajevni skupnosti Hrušici, kjer je samo ena volilna enota, so kandidati, ki so bili izvoljeni v svet krajevne skupnosti, prijeli naslednjo število glasov. Janez Marinčič, SD Socialni demokrati, je prijel 280 glasov, 11,84%. Boris Dovžan, SLS, Slovenska ljudska stranka, je prijel 221 glasov, 9,35%. Jaka Štravs, SD Socialni demokrati, je prijel 214 glasov, kar pomeni 9,05%. Peter Popovič, SLS, Slovenska ljudska stranka, je prejel 203 glasove, 8,59%. Zoran Kramar, SD Socialni demokrati, 197 glasov, 8,33%. Irena Razinger, SLS, Slovenska ljudska stranka, 186 glasov, je 7,87%. In Marta Smodiš, SMC, stranka Mira Cerarja, 169 glasov, kar pomeni 7,15% glasov. Rezultati volitev krajevna skupnost Slovenski Javornik, Koroška Bela, volilna enota 1. V prvi volilni enoti je bil izvoljen en kandidat, Marko Zupančič, SLS, Slovenska ljudska stranka, ki je prijel 124 glasov in sicer 100% glasov je dobil. V krajevni skupnost Slovenski Javornik, Koroška Bela, v volilni enoti 3 sta bila izvoljena dva kandidata, in sicer Boris Smolaj, SD Socialni demokrati, ki je prijel 295 glasov, 29,59%, in Branko Noč, LDS, Liberalna demokracija Slovenije, ki je prijel 273 glasov, kar pomeni 27,38% glasov. V volilni enoti številka 4, Slovenski Javornik, Koroška Bela, so kandidati sta bila izvoljena dva kandidata, in sicer Maja Otovič, SD Socialni demokrati, 288 glasov, 42,11% glasov, in Katarina Pfeiffer, SMC, stranka Mira Cerarja, je prijela 155 glasov, kar pomeni 22,66% glasov. V krajevni skupnosti Javornik, Koroška Bela, volilna enota 5 je bil izvoljen en kandidat, in sicer Cvetko Erman, SD Socialni demokrati, ki je prijel 163 glasov, 100% glasov. V volilni enoti 2 v krajevni skupnosti Javornik, Koroška Bela ni bil izvoljen noben kandidat, ker tudi nobenega kandidata ni bilo, in tukaj je pač nastal problem, ki bo verjetno mogel ali občinski svet, oziroma verjetno se bodo morale volitve v tej volilni enoti ponoviti, pač zaradi pomankanja kandidatov.
Rezultati volitev v krajevno skupnost Planina pod Golico v volilni enoti. Tu so bile krajevna skupnost Planina pod Golico ima 3 volilne enote. V prvi volilni enoti so bili izvoljeni Nevenka Klinar, SLS Slovenska ljudska stranka, 57 glasovi, 22,98%, Alenka Klinar, SMC stranka Mira Celarja, 53 glasov, 21,37% glasov, Mitja Branc, SLS Slovenska ljudska stranka, 48 glasov, 19,35%, v volilni enoti 2 krajevne skupnosti Planina pod Golica sta bila izvoljena 2 svetnika, Barbara Lipovec, SLS Slovenska ljudska stranka s 35 glasovi, 41,67%, Jernej Zupančič, SLS Slovenska ljudska stranka, 27 glasov, 32,14%. V volilni enoti 3 krajevne skupnosti Planina pod Golica sta bila izvoljena 2 svetnika, Zala Rekar, SLS Slovenska ljudska stranka, 37 glasov, 53,62% in Vlatko Razinger, SLS Slovenska ljudska stranka, 32 glasov, 46,38%. Rezultati volitev krajevne skupnosti Plavž, kjer je volilo v 3 volilnih enotah, in sicer v prvi volilni enoti so bili izvoljeni 3, Alen Babača, SMC, stranka Mira Cerarja, 259 glasov, 21,26%, Marjanca Ambrož, SD, Socialni demokrati, 183 glasov, 15,02%, Vinko Brgant, SDS, Slovenska demokratska stranka, 169 glasov, 13,88%. Volilna enota 2, krajevna skupnost Plavž, 3 svetniki v svet krajevne skupnosti, Žiga Pretnar, SD, Socialni demokrati, 252 glasov, 29,68%, Vinko Lavtižar, SD, Socialni demokrati, 228 glasov, 26,86%, Marija Jazbinšek, SD, Socialni demokrati, 187 glasov, 22,03%, in v volilni enoti 3 krajevne skupnosti Plavž so bili izvoljeni 3 svetniki, Albina Sršen, vsi 3 so iz stranke Socialnih demokratov, 592 glasov, 35,11%, Ivanka Zupančič, 454 glasov, 26,93% in Miroslav Haraj, 403 glasove, 23,90%. Krajevna skupnost Podmežakla, kjer se je volilo v eni volilni enoti in je bilo izvoljenih 7 svetnikov, in sicer Aljoša Olčar, SMC stranka Mira Cerarja, 188 glasov, 16,14%, Ibrahim Smajić, SD, Socialni demokrati, 184 glasov, 15,76%, Tomaž Jekler, predlagatelj Miha Jekler, 150 glasov, 12,88%, Jasna Kovač, SD, Socialni demokrati, 148 glasov, 12,70%, Aleksander Jernejc, SD, Socialni demokrati, 139 glasov, 11,93%, Stevo Ščavničar, SD, Socialni demokrati, 130 glasov, 11,16% in Alojzij Tomaž Kalan, SD, Socialni demokrati, 129 glasov, 11,07%. Še rezultati volitev v krajevno skupnost Sava, ker se tudi volilo v eni volilni enoti. Izvoljenih je bilo 7 svetnikov svet krajevne skupnosti, in sicer Tina Repovž, SD, Socialni demokrati, 427 glasov, 8,93%, Edina Džamastagić, SMC, stranka Mira Cerarja, 416 glasov, 8,70%, magister Ivo Ščavničar, SD, Socialni demokrati, 398 glasov, 8,32%, Egon Kepic, SMC, stranka Mira Cerarja, 393 glasov, 8,22%, Marija Mulej, SD, Socialni demokrati, 392 glasov, 8,20%, Miroslava Bolte,
SD, Socialni demokrati 348 glasov, 7,28%, in Edin Adrović, SMC stranka Mira Cerarja 300 glasov, 6,27%. To je poročilo občinske volilne komisije. Ob koncu bi se vsem, ki so sodelovali pri izvedbi volitev članom občinske volilne komisije, delavcem občinske uprave, vsem volilnim odborom, zahvalila za pomoč in uspešno delo, tako da se pač te volitve, da so se uspešno zaključile. Vsem svetnikom, novo izvoljenim županom pa želim uspešno delo. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo na to poročilo. Prosim kandidate, da se prijavijo k razpravi. Prosim. Gospod Še. Pozdrav vsem kolegom svetnicam in svetnicam in svetnikom in gospodu županu. Želel bi samo prebrati izjavo naše liste v zvezi s poročilom volilne komisije. Danes smo pozvali kolege iz svetniške skupine SD, da svetnika iz njihove stranke, ki dejansko stalno prebiva v sosednji občini, stalno prebivališče pa ima zgolj formalno prijavljeno pri hčerki, ki s 4-člansko družino živi v stanovanju v stanovanjskem bloku, zamenjajo z naslednjo uvrščenim z njihove liste. Ker kolegi našemu pozivu niso sledili, jih ponovno pozivamo, da to storijo v naslednjem tednu, to je do srede 5. novembra. V nasprotnem primeru bomo seveda sprožili ustrezne postopke pred pristojnimi organi. O zadevah občine Jesenice po našem prepričanju pač ne more odločiti nekdo, ki je njen občan samo formalno, dejansko pa ne živi ne z njo, ne v njej. Upamo, da nam v zvezi z navedenim zapletom ne bo potrebno izgubljati časa in energije s postopki ugotavljanja dejanskega prebivališča in z obveščanjem javnosti, ter da se bodo naslednje seje občinskega sveta udeležili samo legitimno izvoljeni svetniki vaše stranke. Hvala lepa. Zdaj smo v eni majhni zagati in sicer to vaš predlog k poročilu komisije, a je to vaša interpelacija zoper poročilo? Naša pripomba na poročilo. Samo vaša pripomba. Jaz lahko pripomnem, občinska volilna komisija pri tem nima nobene moči, mi ugotavljamo formalno prebivališče in če je potrdilo iz upravne enote, da je nekdo formalno tudi prebival v naši občini, mislim, da tukaj nismo imeli niti nobenega možnosti ali kakorkoli, da bi tako kandidaturo že v začetku zavrnili, kar bi jo sicer mogli, če bi bilo dejansko ugotovljeno, da je nekdo samo fiktivno prijavljen. Mislim, to lahko občinska volilna komisija naredi, kar je strani občinske volilne komisije. Zato naš poziv tudi ni naslovljen na komisijo, pač pa na kolege iz stranke SD. No, to lahko štejemo potem, da niti ne gre za vsebino tega dnevnega reda in da lahko nadaljujemo. Še sprašujem, ali ima oziroma je še kakšen razpravljavec. Če ni razprave in zgleda, da je ni, ker se nihče ni več prijavil, predlagam, da po potrditvi prisotnosti glasujemo o predlaganem sklepu, ki se glasi. Sklep se glasi takole. Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v občinski svet občine Jesenice in svete krajevnih skupnosti, ki so bile 5.10.2014, ter redne volitve za župana občine Jesenice, ki so bile 5.10.2014 in 19.10.2014. Najprej prosim, da ugotovimo navzočnost s pritiskом na tipko. 26. Zdaj pa prosim, da glasujete. Kdo je za? Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Za 25, proti nič. Torej, rezultat je jasen, sklep je sprejet. Točka 3 je imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih morebitnih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov
članov občinskega sveta. V tej komisiji in njeni sestavi smo se pogovarjali na sestanku s predsedniki političnih strank in sklenili, da se v mandatno komisijo imenujejo Branka Stojanović kot predsednica, Helena Razinger in Andrej Černe pa kot članica oziroma kot član. Naloge te komisije pa so naslednje. Na podlagi poročila volilne komisije in potrdilo o izvolitvi naj pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta. Predlagala bo svetu odločitev o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list, predlagala bo potrditev mandatov članov občinskega sveta in če je bila vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdilo o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitev o posameznih pritožbah. To so naloge komisije. Odpiram razpravo na predlog mandatne komisije v naslednji sestavi. Branka Stojanović predsednica, Helena Razinger članica in Andrej Černe član. Ma kdo kakšen drugačen predlog? Ker ga nima, ni razprave, predlagam, da se javno glasuje o predlogu o imenovanju mandatne komisije v celoti. Preverjamo navzočnost. Sklep imenuje se 26. Zdaj, ker je tu predlagano javno glasovanje, sem majhni zadregi z dvigom rok. Ne, to je javno glasovanje, če bi bilo tajno, bi bilo glasovance. Se upravičujem. Potem pa, kdo je za, prosim, če to potrdi s pritiskom na tipko. To je javno. 25 nič. Sklep je sprejet. Imenuje se mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta občine Jesenice v naslednji sestavi. Branka Stojanović predsednica, Helena Razinger članica in Andrej Černe član. Zaradi zasedanja mandatne komisije občinskega sveta prekinjam sejo za kratek čas in prosim, da se mandatni komisiji v pregled izroči gradivo oziroma potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in o izvolitvi župana. Sejo prekinjam ob 17:38. Sejo nadaljujemo ob 17:55. Prosim mandatno komisijo, da najprej poda svoje poročilo o morebitnih pritožbah o izvolitvi članov občinskega sveta. Pozdravljeni. Če se prosim, ste, dobro. Sem. Pozdravljeni. Mandatna komisija je pregledala potrdilo o izvolitvi svetnic in svetnikov in potrdilo o izvolitvi županov. Komisija je dobila eno pritožbo strani občanke, za katero pa je bila ugotovljeno, da je na podlagi 100. člena zakona o volitvah ni bila vložena strani upravičene vlagateljice in se le-ta zavrže. Komisija ugotavlja, da funkciji svetnika in župana nista združljivi in da je gospod Tomaž Tom Mencinger že podal izjavo, da odstopa z mesta svetnika in da bo upravljal funkcijo župana. Mandatna komisija predlaga v sprejem naslednje sklepe. Potrdijo se mandati novo izvoljenega občinskega sveta za mandatno obdobje 2014-2018. Ugotovi se, da funkcija člana občinskega sveta in funkcija župana nista združljivi, ter da je novo izvoljeni župan že podal pisno odstopno izjavo, da odstopa z funkcije člana občinskega sveta. Komisija predlaga občinski volilni komisiji, da se sestane in ugotovi, kateremu svetniku ali svetnici pripada prosti mandat v občinskem svetu. Z današnjim dnem funkcijo župana prevzame novo izvoljeni župan Tomaž Tom Mencinger. Vse točke skupaj poročajo. Potrdijo se mandati novo izvoljenim članom sveta krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
poročilo obsegalo vse nivoje funkcij, kar jih je za potrditi. Mi bomo pa po tem redu sprejeti sklepe nekoliko drugače in separatno. In sicer gre za sklep, če ni, prostite, sem preskočil na zadevo, a kaj razprave v tem poročilu? Se bo kdo priglasil k razpravi? Če ne, predlagam sicer sklep, potrdi se mandat naslednjim novo izvoljenim članom občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014-2018. In sicer prva volilna enota Helena Razinger, Zoran Kramar, Janez Polšak, Boštjan Smukavec, Branka Stojanović. Druga volilna enota Vera Pintar, Žiga Pretnar, Aleksandar Pozvek, Stanislav Pem, Miha Rebol, Eva Rebrnik, Elvira Garibović, Matjaž Kaše. Tretja volilna enota Elvis Vukalić, Tomaž Tom Mencinger, Egon Kepic, Irena Miko, Andrej Lautar, Edita Oštraković, Uroš Lakić. Četrta volilna enota Boris Grilc, Maja Otović, Andrej Črne, Bojan Korbar, Branko Bergant, Boštjan Žigon, Zdenka Kajdiš in Ahmed Pašić. Navzoči. Glasujeme, kdo je za, prosim. 25, zdaj. Navzočih. Glasujete. Smo. 23 za, nihče proti. 23 za, nihče proti. 23 za, nihče proti. Zdaj se bolj ima nekaj manj. Ja ne, se ni treba, da vsi Ja, glasujete. ni treba, da vsi glasuje, to je res. Ja. Potem je točka poročilo, kot smo slišali, sporočilo predsednice mandatne komisije, je bil za župana izvoljen Tom Tomaž Mencinger, ki je hkrati izvoljen tudi za člana občinskega sveta. Ker funkcija svetnika in župana na podlagi 37. člena zakona o lokalni samoupravi nista združljivi in ker je Tom Tomaž Mencinger podal že pisno izjavo o sprejemu mandata župana, bi ga kljub temu vseeno prosil, če izjavi, da sprejema funkcijo župana. Ja, sprejemam. Gospodu Mencingerju se zahvaljujem za njegovo izjavo in odpiram nadaljnjo razpravo o poročilu mandatne komisije v tem delu. Ja, če razprave ni, predlagam naslednji ugotovitveni sklep. In sicer občinski svet občine Jesenice ugotavlja, da je bil za župana občine Jesenice v mandatnem obdobju 2014-2018 izvoljen Tom Tomaž Mencinger, rojen 29.3.1956 z bivališčem na Ukovi 5 Jesenice. Funkcijo novo izvoljenega župana prevzame z današnjim dnem 29.10.2014. Ugotovimo navzočnost. Kdo je za? Počakajte, počas. Sem prehiter. Ja, 26, zdaj pa ja. Kdo je za? Če gremo prehiter, so težave. Ja. Je kdo proti? 26 za, nihče proti. Nihče proti. Sklep je sprejet. S sprejemom tega sklepa ugotavljam, da smo uradno izvolili župana občine Jesenice za mandatno obdobje. Gospodu županu čestitam in prosim, da to potrdimo tudi s manjšim aplavzom. Kot ste že slišali, oziroma kot je ugotovljeno dejstvo, da se je gospod župan odrekel funkciji svetnika in prevzel funkcijo župana, ugotavljam, da je Tomažu Tomu Mencingerju prenehal mandat člana občinskega sveta, ki je bil izvoljen v 3. volilni enoti na listi socialnih demokratov.
V sprejem predlagam naslednji sklep. Zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta po določbi 37b člena Zakona o lokalni samoupravi in na podlagi podane izjave Tomaža Toma Mencingerja o sprejemu funkcije župana, Tomažu Tomu Mencingerju preneha mandat člana občinskega sveta občine Jesenice. O sprejetem sklepu se obvesti občinsko volilno komisijo občine Jesenice. Ugotovimo navzočnost. Kdo je za ta sklep? Prosim. Je kdo proti? 26 Nihče. Sklep je sprejet. Prosim in predlagam občinsko volilno komisijo na podlagi te ustne in pisne izjave novoizvoljenega župana Tomaža Mencingerja začne s postopkom, komu iz katere volilne enote in iz katere liste pripada mandat prostega mesta občinskega sveta. V tem času, ko bo občinska volilna komisija zasedala v sosednjem prostoru, prekinja sejo in predlagam nekaj minutni odmor, dokler se občinska volilna komisija ne vrne s poročilom. Sejo prekinjam ob 18:03. Lahko ugotovimo, da smo zopet v polni zasedbi. Sejo nadaljujemo ob 18:15 in prosim predsednico občinske volilne komisije, gospo Hrovat, za poročilo. Še enkrat. Občinska volilna komisija se je na svoji 11. seji seznanila s sklepom občinskega sveta občine Jesenice, da je svetniku Tomažu Tomu Mencingerju zaradi nezdružljivosti funkcije župana in svetnika v občinskem svetu prenehala funkcija svetnika v občinskem svetu, zaradi česar je občinska volilna komisija ugotovila, da je v tretji volilni enoti na listi socialnih demokratov, na kateri listi je bil tudi izvoljen Tomaž Mencinger, naslednja kandidatka Marija Mulej in da njej pripada prosto mesto v občinskem svetu, zato občinska volilna komisija predlaga občinskemu svetu potrditev ta mandat. No, na podlagi torej slišanega strani občinske volilne komisije prosim še za poročilo predsednice mandatne komisije. Komisija je dobila poročilo občinske volilne komisije, ki je sklenila, da prosti mandat članice občinskega sveta pripada gospe Mariji Mulej. Mandatarna komisija predsedujočemu predlaga, da se potrdi nadomestni mandat, ki pripada gospe Mariji Mulej, in predlaga v potrditev naslednji sklep. Z današnjim dnem 29.10.2014 nastopi funkcijo članice občinskega sveta Marija Mulej, rojena 24.2.1953, cesta Maršala Tita 18 Jesenice, ki je bila izvoljena v tretji volilni enoti na listi socialnih demokratov. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če razpravljavcev ni, potem ne morem zaključiti razprave, ampak vendarle dajem na glasovanje naslednji predlagani sklep, da ga ponovim. Z današnjim dnem 29.10.2014 nastopi funkcijo članice občinskega sveta Marija Mulej, rojena 24.2.1953, cesta Maršala Tita 18 Jesenice, ki je bila izvoljena v tretji volilni enoti na listi socialnih demokratov. Glasovanje ugotovimo navzočnost. 26. Kdo je za? Je kdo proti? 26, nihče proti. Sklep je sprejet. Jaz se poslavljam. Hvala lepa. Ja, svidenje. In uspešno delo vsem skupaj. Ugotavljam, da je občinski svet občine Jesenice za mandatno obdobje 2014-2018 s tem v celoti konstituiran. In prehajamo na 7. točko, in sicer poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov krajevnih skupnosti.
Mandatna komisija, predsednico mandatne komisije prosim, oziroma predsednica mandatne komisije, to poročilo sem spregledal že podala, zato odpiram razpravo na to poročilo. Kdo? Če razprave ni, predlagam v sprejem naslednji sklep. Potrdijo se mandati novoizvoljenih članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice. In sicer KS Blejska Dobrava, Božidar Pogačar, Irena Kolbl, Ivan Berlot, Anton Hribar, Bojan Dornik, Andrej Muhar, Štefanija Muhar. KS Hrušica, Janez Marinčič, Boris Dovžan, Jaka Štraus, Peter Popovič, Zoran Kramar, Irena Razinger, Marta Smodiš. Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela, Marko Zupančič, Boris Smolej, Branko Noč, Maja Otovič, Katarina Fajfar, Cvetko Erman. Krajevna skupnost Planina pod Golico, Nevenka Klinar, Alenka Klinar, Mitja Branc, Barbara Lipovec, Jernej Zupančič, Zala Rekar, Vlatko Razinger. Krajevna skupnost Plavš, Alan Babača, Marjanca Ambrož, Vinko Bergant, Žiga Pretnar, Vinko Lavtižar, Marija Jazbinšek, Albina Sršen, Ivanka Zupančič in Miroslav Harej. Krajevna skupnost Podmežakla, Aljoša Ulčar, Ibrahim Smajić, Tomaš Jekler, Jasna Kovač, Aleksander Jernejc, Stevo Ščavničar, Alojzij Tomaš Kalan. Krajevna skupnost Sava, Tina Repovš, Edina Džamastagić, magister Ivo Ščavničar, Egon Kepic, Marija Mulej, Miroslava Bolte, Edin Adrović. Ugotovimo navzočnost. Kdo je za, prosim, naj 25, nihče proti. Nihče proti, sklep je sprejet. Kot že verjetno veste, bom vseeno ponovil, z vsemi sprejetimi sklepi je nastala posledica, da se je občinski svet konstituiral, nastopil mandat novoizvoljenim članom sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa je prenehal. Ker svet ni sprejel nobene pritožbe zoper mandat župana, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha, oziroma v našem primeru mandat nastopi stari novi župan. S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine Jesenice ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta. Prenehajo tudi funkcije pod županom, ki jih je župan imenoval v prejšnjem mandatu. S tem se tudi moja funkcija vodenja seje konča. Zahvaljujem se za vašo pozornost in mesto predsedujočega prepuščam novemu izvoljenemu županu, gospodu Tomažu Tomu Mencingarju. Tam pa veliko uspeha in potrpljenja. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem za ta prispevek, ki je bil vodenja tega dela občinskega sveta, tako da hvala lepa. Prosim. Hvala. Prav lep pozdrav, spoštovane svetniki in svetnici, tu prisotnim predstavnikom medijem, sodelavkam in pa sodelavcem občinskega uprave. Zahvaljujem se za izkazano zaupanje volilkam in volilcem naše občine. Moja dolžnost je, da v bistvu najprej pred vami, mediji in zainteresiranim javnosti, kot novoizvoljeni župan v skladu z 10. členom poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice dan svečano za prisego. Tako da prisegam, da bom vestno in odgovorno opravljal svoje dolžnosti in upošteval pravni red Republike Slovenije in statut občine Jesenice. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno,
delal v korist javnega interesa, spoštoval bom različnosti mnenj in deloval za blaginjo občine Jesenice. Hvala lepa. Mogoče nekaj besed še ob tem dogodku. Mislim, da sama potrditev in pa volja občank in občanov občine Jesenice nekako potrjuje, da smo v tem mandatu, katerega smo zaključili, delali dobro. Verjamem pa, da bi marsikaj lahko storili drugače, zato se sedaj lahko rečem obvežem kot novoizvoljeni župan, da bomo spoštovali odločitev predvsem volilk in volilcev in pa da bomo sledili ciljem, ki so zastavljeni za nadaljevanje dela. Tako da jaz bom zelo vesel, če bo do vaše obljube, ki so bile v času volilne kampanje izrečene, tudi potem nekako zaživele v praksi. Tako da jaz sem prepričan, da v bistvu treba spoštovati večino občank in občanov občine Jesenice, slediti predvsem tem ciljem preko javnem interesu in vse ostale zgodbe nekako dati na stran. Tako da, če bomo tako delali, sem prepričan, da bo delo uspešno tudi v tem mandatu. Bi pa sedaj tudi izkoristil to priložnost, da dam tudi preko besedo vsem mojim sodelavcem, tako da prvi je pač po rangu direktor občinske uprave, magister Vitomir Pretnar, vodi občinsko upravo, tako da nekaj besed tudi svetnikam in pa svetnicam bi želel. No, pozdravljam tudi z moje strani in v mojem imenu kot predstojnik oziroma kot vodja občinske uprave se ravno tako zavezujem, da bom svoje delo poskušal upravljati čim bolj strokovno, v duhu seveda sklepov občinskega sveta in v interesu vseh občanov. Kot direktor seveda imam tudi odgovornost, da je uprava učinkovita in pa uspešna, kar bo seveda ena od glavnih nalog mojega dela. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Gremo na odbore in predvsem delo odborov. Bomo predstavili, prva kot prva je Petra Dečman, ona je vodja oddelka družbene dejavnosti in splošne zadeve. Izvoli, Petra. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Čestitam svetnicam in svetnikom k izvolitvi. Kot je rekel župan, vodim oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve. Od leta 2010 glavnino našega oddelka se poleg sprejemne pisarne in glavne pisarne v pritličju nahajajo v najvišjem nadstropju. Z nekaterimi smo se že srečali, sodelovali, s ostalimi še bomo sodelovali, tako da uspešno delo vam želim. Hvala. Hvala lepa. Magister Vera Đurić-Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tako kot je že moja kolegica povedala, z enimi se že poznamo, z enimi se še bomo. Oddelek za gospodarstvo, glavni poudarek tega oddelka je pač razvijanje in podpora podjetništvu, gospodarstvu na splošno, to se pravi tudi turizmu, kmetijstvu in pa seveda velik del našega dela tudi obsega pridobivanje evropskih sredstev, zlasti z področja čezmejnega teritorialnega sodelovanja in transnacionalnega sodelovanja. Srečno nam vsem skupaj v naslednjem mandatu. Hvala lepa. Magister Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in prostor. Prostorskega planiranja in vodimo bioinformacijski center za celotno občino Jesenice. Izdajamo potrdila iz javnih evidenc, pokrivamo področje varstva okolja, naravne dediščine in gospodarimo s stanovanjimi in poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju občine Jesenice. Hvala lepa. Hvala lepa. Brigita Žamastagič, vodja oddelka za finance, plan in analize. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, enako vam tudi čestitam k izvolitvi in upam na uspešno sodelovanje. V našem oddelku pokrivamo finance, potem računovodstvo za proračun in pa zaključni račun proračuna ter pripravo proračuna in pa seveda med letom izvrševanje. Pripravljamo vsa poročila v zvezi s tem, tako da se bomo tudi v
kmalu srečali ob sprejemanju proračuna za naslednje leto. Hvala. Hvala lepa. Marko Markel, direktor komunalne direkcije. Mislim, da je največ vprašanj tudi za svetnike in pa svetnice in pa krajevne skupnosti. Mara, izvoli. Seveda na komunalni direkciji pokrivamo, tako poenostavljeno rečeno, gospodarske javne službe, katere so predpisane zakonodajo ali so predpisane strani občinskega sveta kot izbirne gospodarske javne službe. Te javne službe so namenjene vsem občanom in v tem duhu pač skušamo zadeve urejati. Čaka nas tako, kot v prejšnjem mandatu, tudi v tem vašem mandatu, kar precej nalog za izvest. Imamo pač določene tudi zakonske roke, kajti treba je pokrivati in vodovod, in odvajanje, in čiščenje, in mestni promet, in plin, in javne površine, in ceste, tako da dejansko se nam obeta kar precej dela na našem področju, katerega pa pač probamo urejati skupaj z vašo pomočjo oziroma z vašim sodelovanjem. Tako da vam želim tudi vam uspešno delo skupaj z nami. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo še na skupne organe občin tega dela Gorenjske. Prvi je drugač vodja skupne notranje revizijske službe, to je Simona Krese, samo moram pravičiti, ker danes je imela smrt v družini, tako da se bo drugič predstavila. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, Boštjan Omrzel je na dopustu, tako da ga bo zamenjal tukaj naš inšpektor Aleš Koželj, tako da bi tudi dal besedo tebi. Izvoli. Hvala, župan. Tudi v mojem imenu čestitamo izvolitvi. Funkcija našega organa, kot je župan povedal, gre za medobčinski organ. Poleg občine Jesenice pokriva naš organ tudi občino Gore, Kranjska Gora pa Žirovnica. Osnovna naloga našega organa je nadzor občinskih odlokov ter tudi zakonov, katere lahko pokrivamo. Tukaj lahko še povemo, da se pač ločimo na inšpektorat in redarstvo. Smo dislocirani na cesti maršala Tita. To je pa zaenkrat tudi vse. Hvala. Hvala lepa. V kabinetu župana za delo z občinskim svetom, z delovnimi telesi skrbi Mojca Levstik. Tukaj je prisotna, tako da Mojca izvoli. Dober večer še v mojem imenu. Z večino smo se že spoznali s tistimi, ki še niste. Moje ime je Mojca Levstik. Tako kot je bilo rečeno, moje delovno področje je predvsem občinski svet, njegova delovna telesa, vse, kar se tiče priprav gradiva, je zadev pa seji, tako da mi se bomo veliko srečevali, mogoče z nekaterimi kar dnevno bomo na vezi in upam, da bomo uspešno sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Ena od sodelov kabineta, s katerim se boste sigurno pogosto srečevali, je pa tudi PR-ovka naša, to je Ines Dvoršak, nje tudi ni izbolela, tako da bo tako kot pa revizorka na naslednji seji pač tudi prisotna in pa tudi dala svoje preko predstavitev kot tako. Zdaj pa izkoriščam to priložnost, da dam možnost tudi vam, da se predstavite vsem prisotnim svetnikom in pa svetnicam, tako da bi mogoče kar šli po vrst, mogoče pa Miha s tabo začel. Ja, dobro večer, spoštovane svetnice, cenjeni svetniki. Moje ime je Miha Rebolj, star sem 37 let, oče 2 otrok, po izobrazbi sem diplomirani ekonomist. V tem prihajajočem mandatu se želim demokratičen dialog, upam s konstruktivnimi rešitvami, pa upam, da se bomo spoštovali toliko, da vkolikor bodo potrebni kompromisi, da jih bomo tudi lahko sprejeli. Hvala. Hvala, sem pa se upravičujem, preskočil soseda. Izvoli pa naprej. Dober večer, Eva Rebernik, tudi jaz sem stara 37 let, mati 2 otrok, po poklicu diplomirana ekonomistka, zaposlena v družbi Elan. To je to. Hvala. Kar naprej, prosim. Ja, dober večer, sem Boštjan Smokavec, čestitam vsem k izvolitvi, sem oče 2 otrok, predvsem sem Jeseničan, pa upam, da bomo vsi skupaj za naše Jesenice naredili uspešno pa dobro delo. Hvala lepa.
Hvala, ja, izvoli. Pozdravljeni z moje strani, Irena Miko je moje ime, tudi jaz sem mati dveh že odraslih otrok, Jeseničanka. Upam, da bom lahko pripomogla, da bo občina in občinski svet deloval transparentno in da mogoče žensko energijo tudi malo bolj strpno. Hvala. Hvala. Kar štafetno palico damo naprej. Pozdravljen, moje ime je Kepi Cegon, po izobrazbi komunalni inženir. Čestitam vsem k izvolitvi. Upam, da bomo dobro sodelovali, da res, kot so predhodniki rekli, da bo to dialog in pa uspešno delo vsem. Jaz sem Zenka Kajdiš, prihajam iz Blejske Dobrave. Na Blejski Dobravi nisem zelo dolgo, tako da bom mogoče izkušnje prinesla od tam, kjer sem bila prej, lahko mogoče. Sicer pa vodim izpostavo AJPES v Kranju. To je pa tudi vse. Se bomo pa spoznali še naprej v nadaljevanju. Hvala. Žigon je upravičeno odsoten, tako da izvoli naprej. Lepo zdrav, moje ime je Aleksandar Pozvek, zaposlen sem na Radio-televiziji Slovenija, ukvarjam se s političnimi imitacijami in dramsko igro. Verjamem, da bomo v tem mandatu sodelovali in da bomo čez 4 leta lahko ponosno pokazali, da smo nekaj spremenili na boljše. Hvala. Hvala. Lep pozdrav želim, moje ime je Bojan Korbar, star sem 31 let, po izobrazbi sem strojni tehnik. Drugače sem pa zaposlen kot vodja reciklažnega centra. To je pa to. Ostalo bomo pa videli naprej. Izvolite naprej. Lep pozdrav še enkrat. Vsem sem Matjaž Kaše, upokojen univerzitetni diplomirani pravnik, rojen Jeseničan, oče 3 otrok in dedi 4 vnukov. Najbrž smo se za kandidiranje v občinskem svetu odločili vsi z dobrimi nameni in upam, da bomo uspeli te dobre namene tudi skupaj uresničiti. Hvala lepa. Hvala. Pozdravljeni, jaz sem pa Elvira Garibovič, profesorica razrednega pouka, opravljam delo učiteljice v osnovni šoli. Sem mamica 2 otrok, rojena Jeseničanka in mi je v velik ponos biti del take ekipe in srčno upam, da bomo v tem mandatu vsi skupaj lepo sodelovali. Hvala. Hvala lepa. Dober večer, moje ime je Andrej Lauter, doma sem s Podmežakle. Študiral sem politiko okolja v Londonu, v ta občinski svet pa prinašam 5 let delovnih izkušenj iz Evropskega parlamenta, kjer se odločitve sprejemajo s širokim konsenzom in načeloma, če se le da, ne s preglasovanjem. Hvala. Pozdravljeni vsi. Sem Edita Oštrakovič, stara 32 let. Po izobrazbi sem gostinski tehnik. Delam kot vodja projektov v društvu UP. Želim si pa tega, da vsi skupaj sodelujemo in delamo za boljše in lepše Jesenice. Hvala. Hvala. Moje ime je Ahmed Pašič, lep pozdrav sem skupaj. Najprej bi rad čestital vsem za izvolitev v občinski svet. Sem 38 let star, Slovenskega Javornika, oče 2 zelo živahnih otrok. Moj edini namen v tem svetu je dati svoj prispevek za boljši razvoj občine in upam na konstruktivno sodelovanje vseh skupaj. Pozdravljeni, jaz sem Branka Stojanovič, rojena Jeseničanka, delam v Zlatarni Celje, sem poslovodja manjše poslovne enote. Tukaj sem pa zato, ker verjamem v skupno dobro, pa računam na strpen dialog. Hvala. Hvala. Živijo, moje ime je Uroš Lakič, 38 let, oče 1 otroka, sem strojni tehnik, zaposlen sem kot vzdrževalec v uspešnem jeseniškem podjetju, tukaj sem pa najbrž kot vsi za boljše Jesenice. Hvala. Sem Boris Grilc, 52 let, magister javne uprave, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve. Tudi jaz imam željo kot občan Jesenic, da bomo skupaj
strpno z dialogom najdel skupne rešitve za dobro Jesenic. Vse tiste projekte, kar so bili že omenjeni, da jih bomo tukaj izpostavili, pa tudi postavili na prave temelje. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav, sem Elvis Vukalič, oče 2 otrok, zaposlen v Kranju v gumarski industriji kot vodja oddelka in jaz srčno upam, da bomo res sodelovali dobro v naslednjih 4 letih, pa res naredili Jesenice še boljše. Hvala. Hvala lepa. Dober večer prisotnim, jaz sem pa Branko Bergant, star za štrikar. Kaj ne rečem, veselim se, da sem vas spoznal, to je namreč prva seja, naprej bomo pa videli. Hvala lepa. Še izkopati, prosim. Hvala. Lep pozdrav, sem Stanislav Pem, rojen na Blejski Dobravi, živim na Jesenicah, bil sem že v prejšnjem mandatu svetnik, po izobrazbi ekonomist. Delal sem pred upokojitvijo predvsem v gospodarstvu, oče 2 otrok, imam 2 vnuka in 2 vnukinje. Želim, da bomo z združenimi močmi dosegali še lepši napredek kot v prejšnjem mandatnem obdobju. Hvala. Dobro. Sem Helena Razingar, sem Jeseničanka. 20 let živim že v Plavškem Rovtu, to je krajevna skupnost Planina pod Golico. Sem mati 2 odraslih otrok, zaposlena v Gorenjski banki in tudi jaz mislim, da se vsi zavedamo, da smo tukaj zato, da bomo naredili nekaj dobrega za naš kraj. Hvala. Hvala lepa. Andrej Črnej, moje ime, prihajam z Blejske Dobrave. Vsem iskreno čestitam k izvolitvi. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani geodetski inženir, ves čas od šole naprej zaposlen na geodetski upravi. Žena ima 4 otroke, 1 vnukinjo pa 2 vnuka. Tukaj si pa želim, tako kot je gospod Smokavc rekel, da kaj dobrega naredimo za Jesenice. Hvala lepa. Hvala. Mule vas ni prisotna, tako da bo naslednjo sejo. Moje ime je Zoran Kramar, drugače sem diplomirani strojni inženir, zaposlen v Zavodu za šport. Področje mojega delovanja so družbene dejavnosti, mladi, lokalna samouprava in še kaj, tako da v bistvu z dolgoletno izkušnjami na tem področju mislim, da lahko doprinesem k dobremu delu občinskega sveta, predvsem zaradi tega, ker imam veliko izkušenj na področju tega dela. Hvala. Pozdravljeni, sem Maja Otovič, doma sem slovenskega Javornika, zaposlena sem v osnovni šoli Koroška Bela kot slovenistka in anglistka, imam 2 odrasla otroka. Pridružujem se pa vsem predhodno izraženim željam, da bi z dobro voljo in veliko energije naredili čim več lepega in dobrega za naše mesto. Hvala. Hvala lepa. Pozdravljeni, sem Žiga Pretnar, rojen pa stanujoč v najstarejšem delu Jesenic na Morovi. Čestitke k izvolitvi, pa upam, da bomo strpno, konstruktivno delovali še naprej v boljše in dobre Jesenice. Hvala. Hvala lepa. Vera ni, pride po Janez. Zdaj pa še Janez, evo. Ja, mene verjetno, ker vsi več ali manj poznate. Glede na leta, jih imam reči precej. Sem po izobrazbi diplomiran pravnik, na Jesenicah imam pa že 25 let odvetniško pisarno. Prej sem bil pa tudi v gospodarstvu in v upravi, tako da poznam celoten spektr našega delovanja ali ustroja. Sem oče tudi 2 odraslih otrok, pa 3 vnukov, imam 3 vnuke. Kaj pa si želim? Veliko realnosti in čim manj, kako bi rekel, neuresničljivih pričakovanj. Hvala lepa. Prehajamo po tem dnevnem redu na 9. točko, to je imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tako da tukaj bi sedaj je čas, da začnemo s postopkom za imenovanje komisije za mandatna vprašanja in volitve in imenovanja.
Sestava te komisije je bila predhodno dogovorjena s predstavniki političnih strank in nosilci list, ki smo dobili mandat v občinskem svetu. Komisija za mandatna vprašanja in volitve imenovanja bo takoj po imenovanju in že na tej prvi seji z imenovanjem dobila naloge, da bo uskladitev s političnimi strankami svetu predlagala tudi kandidatke in pa kandidate za stalna delovna telesa občinskega sveta. Gradivo ste dobili na mizo, zato sprašujem, ali kdo želi razpravljati o tem predlogu. Tako da bi predlagal sklep, in sicer usklajen dogovor, ki je bil med političnimi strankami in listami, je sicer sledeč. Boštjan Žigon, predsednik, zdaj ne bom našteval te rojstne podatke, pa kje stanuje, v glavnem z Jesenic, Stanislav Pem, namestnik predsednika z Jesenic, Zdenka Kajdiš, članica Blejska Dobrava, Matjaž Kaše, Jesenice, Ahmed Pašič, Jesenice, Vera Pintar, danes ni prisotna, Jesenice in pa Aleksandar Pozvek, Jesenice. Tako da bi, če se strinjate, najprej prijavili prisotnost, pa bi pa v tem predlaganem sklepu glasovali. Prosim, če prijavite prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Kdo je za, je kdo proti? 25 za, nihče proti. Hvala lepa. Ja, zdaj pa to sejo v tem trenutku prekinem. Ura je 18:45 in zaseda Kvias, ki je tudi imenovan in potrjen, tako da ta pa predstavil, pa predlagal predlog za odbore in pa komisije. Hvala lepa vsem. Prosil bi pa namestnika predsednika Kviaza, da poda poročilo. Ja, lep pozdrav. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da so delovna telesa občinskega sveta sestavljena v skladu s poslovnikom o delu občinskega sveta. Komisija ugotavlja, da so vsi predlagani kandidati soglašali s kandidaturo in da so podali tudi pisno izjavo. Komisija nima pripomb na predloge, ki so jih oblikovale politične stranke in list, ki so tudi predlagateljice vseh predlogov, zato predlaga, da občinski svet potrdi vsa delovna telesa občinskega sveta, kot je navedeno in predlagano v gradivu za to sejo. Zdaj jaz teh imen še enkrat ne bi bral, imamo jih vsi na mizi, pa župan je bo pa toh mogel, a ne pred glasovanjem. Hvala lepa komisiji. Tukaj bo res treba nekaj sklepov, vse en sprejet. Tako da začnem s prvemu. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta občine Jesenice, statutarna pravna komisija, odbor za proračun in finance, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami. Prosim, če... Ne, tu ste zdaj naslov točke. Dobro. Zdaj bomo pa naprej, ja. Zdaj bomo pa sklepe. Gremo ta prvo na sklep. Z javnim glasovanjem se potrdi predlog za imenovanje predsednice, njenega namestnika ter članov statutarno-pravne komisije delovnih teles občinskega sveta občine Jesenice. V sestavi Irena Miko, Janez Polšak, Zdenka Kajdiš, Andrej Lavtar, Edita Oštrakovič, Žiga Pretnar in Andrej Černe. Prosim, če prijavite prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Hvala lepa, 24 za. Gremo na naslednji sklep. Za člane odbora za proračun in finance delovnega telesa občinskega sveta občine Jesenice. Predsednik je predlagan Ahmed Pašič, Boris Grilc namestnik
Eva Rebernik članica, Branko Bergant član, Vlado Lovič član, Igor Arh član in pa Alan Babača. Sem prav povedal? Sem. Še enkrat prosim prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Hvala lepa, soglasno sprejet. Potem gremo za imenovanje predsednika, njegovega namestnika za člana odbora za družbene dejavnosti delovnega telesa občinskega sveta občine Jesenice v naslednji sestavi. Aleksandar Pozvek predsednik, Boštjan Smukavec namestnik, Elvira Garibovič članica, Marija Mulej članica, Helena Razinger članica, Vlado Mlinarec član in pa Ibrahim Smajić član. Prosim, če prijavite prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Hvala lepa, 25 za. Naslednji sklep je predlog imenovanja predsednika in njegovega namestnika za odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Zoran Kramar predsednik, Uroš Lakić namestnik, Egon Kepić član, Elvis Vukalić član, Žiga Jereb član, Mehmet Midžan član in Edin Adrović član. Prosim, če prijavite prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Za, sklep je sprejet. Naslednji sklep je pa odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, tudi predsednika in pa podpredsednika, tako da v bistvu predlog je za Branko Stojanović je predsednica, Maja Otović namestnica, Mitja Brdjaška član, Bojan Korbar član, Boštjan Žigon član, Anton Stradišar član in pa Vesna Lavtižar članica. Prosim, če prijavite prisotnost. Glasujemo za predlagani sklep. Izid je 25 za. Hvala lepa. S tem smo dnevni red izčrpali, tako da nas pa čaka še ta del fototermina. Predlog je, da bi se to naredil v tem stopnišču skupinska slika, potem pa v bistvu v prostorih kabineta župana posamezne slike. Tako da bi prosil... Tole bodo dobili kartice za vstop. Gor. Ja. Pa vsak bo prišel na slikanje, bo dobil tudi kartico, to magnetno za vstop, za vhodna vrata odpirati in pa nekaj urad v samem objektu. Tako da bi prosil zdaj, da gremo prvi na ta fototermin, pa še na to slikanje posamezno. Vse je zaključeno v tem delu ob 19:00.